Spoštovane in spoštovani, lep dober večer vsem. Dobrodošli na tokratnem četrtkovem pogovoru pri damah. Danes se bom pogovarjal, oziroma bova s Tonetom predstavila njegovo novo knjigo, s Tonetom Partljičem, Komedija. Predstavljala bomo novo knjigo Komedija, ki je išla včeraj oziroma prečerajšnjem. In nekdo je Tone omenil zadnjič, oziroma Luka Forsnerič, je rekel, da si najslavnejši slovenski pisatelj, ki mu je šla nova knjiga Komedija. Se to drži, ne, da si najslavnejši? Ne drži, seveda ne. Niti si ne želim, da je najslavnejši. Da bom stal lahko, ne bo on snimal tam. Si moram vse videti. Potem pa sem jaz tudi stal, če je tako. Sredi, jaz bom govoril eno uro, ti pa gledaj, kde bom vdihnil, pa nekaj tako. Pa sem jaz tudi stal. Ne, kaj bom najslavnejši pisatelj. Ja, v medijih se ne več pojavljaš. Ti vse veš, da vse se v medijih porablja, tudi tisti, ki ga je denar vkrade. Odpisu, ne, jaz sicer sem rad rekel, sem malo pohecal, malo pa bi celo domišljavo mislil, da je nekaj časa bilo res. Sem rad rekel, da sem najboljši slovenski dramatik, komediograf. Potem sem pa zraven rekel, ker sem edini, ker zelo malo jih res piše komedije, ali pa predvsem komedije. Mi smo od Cankarja naprej bolj nagnjeni, tako da smo malo žalostni. Pa to se ljudi poznam, ki se že zbudi nesrečen. Zadnjič sem za Kuntnerja na nekem srečanju rekel, saj je bil zraven, da on ni srečen, če ni nesrečen. Takrat, če le se dobro počuti, če se lahko pritožuje. Ne, vse to nima dosti zveze. Če tudi se šalim, seveda, da sem sigurno pa eden najbolj znanih preše slovenskih komediografov, ti to nič ne pomaga. Ko daš notri prazen list papirja, prej v pisalni stroj, zdaj pa imaš prazen ekran, si enak začetnik, enako si gol, enako ne veš, se ti bo posrečil ali ne. Še prej, ne vem rad, če bi kdo vrne, ki so se odločili, da me ne bojo igrali, pa mi rečejo za tako pomembnega komediografa, pa je to malo pod nivojem, tako da me celo to na nek način obremenjuje. Ampak sej upam, da vsaj pisatelji nismo na štartni poziciji, pa ne tekmujemo, vsak pač da, kaj zmore. Ampak priznaj, takšne knjige, kot je Komedija, še nisi objavljal? Ma ni, to se ti zdaj tu nabeguješ. Fotobiografijo. Delam reklamno za prodajo knjige. Ti se zdaj tu malo nabeguješ, jaz sem izdal že 2 knjigi z naslovom, še več, ko je to Komedija, pa jih je 5 notri, to bo je Komedija. Ampak v resnici sem dobil pobudo pri tebi, Dušan, ko sem gledal te 2 knjigi, ki ste druga edicija, sem jim povedal, je izdal 2 knjigi in jih še bo tako posvečeni nekemu z glasbenega področja, recimo Feri Lainšček, ki je tudi gotovo najslavnejših pisateljev, jaz ne vem, če so 2-3 boljši od njega, pa so notri njegove pesmice, ki so uglasbene, vse veste, da zdaj ko žensko okoli nastopa, pa je naslov Šlagerji. Ta Milan Kamnik sem mu še jaz pomagal knjigo narediti, ker mi je pač me prosil, pa pesmi poslal, pa ni vedel, kam bi z njimi, ima naslov Ibežnik, torej Odvečni. In jaz sem, knjige so vse zelo zanimive in kvalitetne in v bistvu so narejene kakor moja, samo da je moja v drugi ediciji, so zadaj mnoge privatne slike, do 40-50 fotografij, ker so nekako ugotovili, da to ljudi zanima. In ko me je Dušan povabil, če imam kaj, kar bi pa njemu objavil, sem potem jaz rekel, ne, jaz bi pol najrajše nekako v tej vrsti, pa na mesto Šlagerji, Ibežnik ne bo naslov Komedija. Ta je bolj zabavna, ta zbirka, Simfonika Slovenika, objavlja glasbena besedila. Frontier zbirka pri Kulturnem centru Maribor pa je bolj resna stvar. Komedija mora biti v resni. Jaz ne vem, če ti, jaz ne štejem Ferija Lainška za kaj bolj zabavnejšo ali kaj, se mi pač ena zvrst, ki se mi zdi dobra in tudi knjige lepo zgledajo. Sploh moram reči, ti, ki toliko knjige zdaš 52 knjig na leto, vsak teden eno,
se mi je včasih zdela celo malo hiperprodukcija. Sem ti pa že večkrat rekel, mogoče tudi pisatelji ne najdejo večkrat to založbe, so v zadnjem času, že prej si imel tu in tam kako, ki se da mora hvala. Ja, zdaj pa imate kar precej dobrih knjig, vse, če kdo spremlja, Marija Švajncer, filozofinja, je izdala tu knjigo, dvakrat je izdala knjigo Darka Zvonar. Trikrat, ja, oprosti. Zdaj vam Boris Opaharja posebej. Oprosti. Ja, tako da se mi zdi, da imate vedno kvalitetnejše knjige in na nek način je to zanimiva knjiga, kakve podobne še pač nisem napisal. Ko mi je rekel, naj objavim, sem imel eno komedijo, ki se meni, oprostite, jaz nimam nobene težave s tem, da bi mislil, da moram hoditi po vrhu Parnasa, sam pa dobro vem, kaj se mi je pač posrečilo, kaj se mi pa ni posrečilo, tu v gledališču se vse ne posreče na isti način. Pa se mi zdi, da sem napisal kar dobro komedijo za 2 pred leti, ko je bila Maribor mesto kulture, so me nagovorili, da bi, in sem napisal komedijo Aldo in Micika, za 2 osebi, imela kar nekaj ponovitev, se potem v celi Sloveniji igrali za 2 igralca in ni bila nikjer objavljena. In na nek način mi je bilo vseeno žal, da bi ostala v mojem predalu ali kaj takega, ker se mi zdi, da je nekako uspela in potem se odločil na to, je vabilo ima knjiga, torej 4 dele. 5. Prvi je Hedlov uvod, ki vsakikrat napiše uvod, sej se tudi za glavo primeš, kaj tam vse piše. Drugač pa ima in duhovit slog, pozna stvari in na nek poseben način osvetli. In ko si mi poslal, kaj si o meni napisal, sem ti se takoj oglasil, da sem zelo zadovoljen. Potem sem pa jaz napisal eno razpravo, če ne verjamem, da bi tu koga kaj zanimalo, da bi to jaz tu pojasnjeval, kaj si jaz mislim o slovenski komediji. Tu sem, a vas nerviram že, ker toliko govorim? Tebe nerviram, če bi jaz... Malo že, ampak... Sedi. Tako se mi zdi, da si nadzornik. Kje sem se? Nazadnje sem bil v službi 20 let v gledališču, sem moral pač naštudirati toliko dramaturgije, koliko sem bil sposoben, čeprav bi lahko rekel, da kaj drugega sploh v življenju ne delam. In sem moral imeti tako relevantne, razčlembene vaje ob raznih komedijah. Sam sem jih napisal in jih skoraj že 30 uprizorjenih, tako se pač računa, da bi moral nekaj vedeti. Takoj sem videl, kak hudič je to, če nekdo, ki zna pisati komedije, bi zdaj moral še eseje pisati, pa znanost. To je tako, kot da bi od violinista zahteval, naj napiše knjigo o zgodovini glasbe. Razumete? Ali pa ti znaš eno stvar delati, za ko berem, kaj drugi pišejo v komediji, vse pri nas zasti Jure Gantar je napisal res odlično knjigo, pa tudi v svetu niso napisali dosti knjig o tem, vidim, koliko sem se mučil in sigurno se bo našel kak profesor z akademije ali pa kaj, ki bo rekel, Bente, smisel, da bo Bartlič kaj več videl. Jaz pač sem pisal svoje izkušnje, ki sem jih imel, čeprav so take izkušnje, veste, biti v gledališču, v službi, pa sam pisati, od hudi, od se pravi čudem. No, što hoče reči? Take izkušnje, da si 1000-krat na vajah v letih, pa recimo na 50 vajah za svojo komedijo, pa potem dežurni na predstavah, pa gledaš, zakaj se tam smejijo, zakaj se tam ne, zakaj se mi v tem delu, ko se meni zdi, koliko se mi je posrečil, pa ne prime publike. Ta izkušnja, ki jo tako skozi življenje dobiš, se mi zdi, da je vseeno, se opravičujem, je nevljudno, sem mislil, da sem oglasil se kaj. Ne, tega se. Tako da bi rekel, da mi je to delo v gledališču vseeno zelo pomagalo. Tudi največji komediografi, s katerimi se seveda ne morem primerjati, recimo je bil vodja gledališča Molière, Goldoni, vsi so delali v gledališču, pa imeli prakso. Lope de Vega, ki je napisal skoraj 1000 komedij, kateri je imel šolo, da so njegovi študentje kakšne odlomke pisali, pa on to sestavljal.
vsi so delali v teatru in moram reči, da je ta pomoč zelo veliko vredna, da veš, kje bo publika prijela. To so kot ure, veste, znotraj drame, pa se morajo vsi zobci poklopiti, da prideš lepo do konca, da so na koncu pravi pari skupaj, da so vsi presenečeni, trije mladi pari bi se radi, oprostite, izrazu pokavsali, stari so proti, jih lovijo, preganjajo, da to lepo zložiš je kar, tako bi rekel, neka križanka, ki kar ti delo v gledališču da neko rutino. Za tole knjigo, ko si napisal tudi posebej za to knjigo, življenjepis, takšen prisrčen, moram reči, da sem kar dvakrat bral. Ja, mi se je zdelo, ko sem gledal te knjige, o Feri Olanjčko, pa o onem Kamniku, da imaš tam en oddelek, pol je objavljenih, ne vem, gotovo 40 fotografij, na koncu, ne vem zdaj, kakva moda je, pa mogoče pa ljudi zanima, kak je izgledala naša hiša, kak se izgledala ta mama, kak sem si jaz vnuko dojenček, pa pač on to objavi in navadno si imaš v teh knjigah tudi njihove, bodi si, da je o njih nekdo napisal življenjepis, ali pa recimo Kamnik ga je sam napisal. Ja, v življenjepisi bi se dalo napisati, jaz sem nekoč napisal, evo, bom povedal dva svoje življenjepisa na kratko. Prvega, ki sem ga recimo pisal leta 1960, ko sem šel v službo v socializmu. Imenujem se Tone Parpič, rojen sem 5.8.1940 v Pesnici, oziroma v Mariboru. Rodil sem se revnim proletarskim staršem, ki so jih izkoriščali veliki kmetje. Potem je dobil ata službo na železnici, ker v Pesnici ni cerkve, ni bila naša družina nikoli religiozna. Ata je sodeloval v sindikalnih gibanjih. Ko je prišel Hitler, je bil nasilno okupiran v nemško vojsko, to da je po 6 mesecih pobegal v slavni Rdeči armadi in se je vrnil kot vojak zmagovitih zaveznikov. Ni sicer bil član Zveze komunistov v Pesnici, ampak je bil član SZDL, sindikata in vseh drugih naprednih organizacij. Dobili smo 3 hektare agrarne zemlje, za kar smo bili Jugoslaviji s tovarišem Titom na čelu zelo hvaležni. To spominja na scenarij. Ja, malo, morate. Postal sem učitelj in sem učil v nekaterih partizanskih krajih, kot recimo Ribnica na Pohorju, Delavski Sladki Vrh. In ker sem pisal neke napredne članke, sem bil sprejet na delovno mesto dramaturga v SNG Maribor, ker sem bil večkrat predsednik delavskega sveta in tudi sekretar osnovne organizacije Zveze komunistov. Evo, tako, kar sem napisal leta 60, leta 93, času Demosa, pa sem napisal tak scenarij, tak življenjepis. Imenujem se Anton Parplič. Rojen sem na dan Marije Snežne, leta 1940 v Mariboru. Rodil sem se vernim in pobožnim staršem, ki so poskrbeli, da sem tudi sam dobil vse potrebne krščanske zakramente. Ker ni bilo v bližini nobenih primernih domobranskih enot, je moj ata šel v nemško vojsko in se je boril na pravi strani. No, in tako dalje. S čemer sem hotel pokazati, da tudi življenjepise pa svoje življenje ljudje prikazujejo velikokrat v skladu, kakor je treba. Včasih premišljujem, kak bi bilo, če bi ga zdaj napisal. V bistvu je anarhija, več ne več, kjer je levo, kjer je desno. In sem tu napisal en bolj objektiven življenjepis, kljub temu pa se mi zdi, da malo humoren, pa da je malo tega, kar sem zdaj povedal, da se celo življenjepisi ljudi prilagajajo, pa se tudi to tu vidi. Nekako sem ga želel sam napisati, da ga ne biti. Ni pa čisto humorističen. Naprimer, za Sladki vrh si napisal, da v zbornici, šola bila takrat na hribu, na Vranje vrhu. Na zbornici, no, v razredu si se kar dobro znašel, dobro počutil, v zbornici pa ne, tako. Ja, prvič je bilo 23 žensk, pa 2 moška.
Ne. Med temi ženskami je bila moja žena, zraven nje sem sedel. Ne. In ko so v jesen prišle nove mlade učilce, ne, pa sem tja gledal, Milka kar upnila. Tu gledam, ne, v Brnilu. Res pa je, nisem imel slabega ravnatelja. Tako je bil in red na šoli in se mi zdi, da je bil kar pošten. Res pa je bil politično malo pregret. To je bil, šole so med seboj tekmovali, v kateri zbornici bo več članov Zveze komunistov, pa je maltretiral ljudi. Imel sem tudi težave, sem še pil takrat, se spomnim, da sem bil v Fajhenbergi gostilni, zdaj sem že zadnjič rekel, pa je bila na steni Titova slika v gostilni, cela od muh, pa vse. Pa sem se jaz tam fajn stavil, pa sem rekel, kaj ti še mirom živiš? Kaj nikoli ne misliš umreti, ne? Čeprav sem tudi otrokom, da je rekel, to rešitev je stara že skoraj 80 let, ne, bomo videli, kaj bo z državo, je Benti je že nekdo povedal doma, je on je že zastopil, da jaz bi rad, da bi Tito umrl, ne. In ko je prvikrat prišla po mene Marica iz Maribora pred šolo in so me peljali na neko zaslišanje v Maribor, ker so drugi še zraven marsikaj rekli, kar je bilo pol res, ali ni bilo pol res. Pole zelo slabo izkušnjo sem imel tudi delno v zbornici, še, čeprav absolutno nisem zamrdil, lahko delno vprašate, tudi ko se skregam pa se mulim, se nisem sposoben več kot 4 minute. Ne nosim nobenih zamer, tudi so nesrečni, tisti ljudje, ki to šlepajo. Ampak se spomnim, vse sem že zadnjič povedal za Karolino Žašar, relativno poznate tisti film, na Starkem vrhu, se učil slovenščino tudi v papirniški šoli, kjer so eni se morali dokvalificirati, tako je skoraj neke vrste obrtna šola, oziroma taka tehnična šola, prva stopnja ali kaj, pa sem jaz imel neke kvalifikacije, da sem tam lahko učil. In zvoni, ko sem šel dol peš v tovarno, da je prišel k meni eden, ki sem ga poznal, z drugim, fajhn stalno, da je imel svečo prižgano, pa je rekel, Parnič, adijo, jaz grem na Mars, ravno je bil Gagarin na Marsu. Jaz nisem ta in ta, jaz sem Gagarin, adijo, z Bogom grem v vesolje. In ta je od jutra popival v gostilni in se od jutra poslavljal od ljudi, da gre v vesolje. In jaz grem učiti, če 2 uri pridem, mi rečejo, a veš, da je on šel v vodo. In celo pol gostilna je šlo za njim gledati, kaj bo zdaj naredil tam. Zdaj se spomnite filma, se mi zdi, da je Polde Bibič to odlično odigral, kaj gre tam v vodo, pa reče Karolini, da si imel rad, kaj jaz grem v vesolje. Torej, to se je recimo res zgodilo. In ostala je ženska, tako je nekaj dobrih 45 let, ne bi mogel reči, da je bila nekaj posebnega, ampak simpatična gospa. V resnici je imela 2 otroka. Jaz sem v scenariju tudi najprej napisal, da ima 2 otroka, pa me je Klopčič poklical, pa rekel, Parnič, kaj bova z temi otroki? Nastopi pri njej problem materinstva, nastopi, opustite rajše te otroke. Ampak to, da sem se, tudi 68 leta sem bil svoj prvi avto in se zdi, da je bila prva, ki sem jo pel, je šla z neko motiko, po njem je imela malo penzijo, pa je težko živela s tistim, pa je pri kmetih okoli delala. Ampak je imela motiko na rami, pa en taki tranzistor, ki ga je en delavec, ki je delal spodaj, kot sezonski delavec ogradili na novo tovarno, on tam bil, je tako začel šmirati z njo in je dal tisti tranzistor. Pa mi je rekla v avto, tovariš, pa mislim, zdaj gospa, pogledajte, kaj imam na njivi, nesem 50 metrov naprej ta tranzistor, pa mi špila, jaz pa hitim, da bi prišla čim prej tja. In se mi je nekako v srce sedla, če povem po pravici. Res pa je, da je bilo spodaj veliko delavcev, sezonskih, veliko tudi z juga, so imeli familije spodaj in jasno, ti deci bi tam pokavsali kačo, če bi dobili. In so mislili, da je pač vdova, da ta pač, in so oni v bistvu stalno na njo navaljivali, tolkli po vratih, pa jaz preprosto mislim, da absolutno ni bila taka. Eden, ki pa je tako lepo pel, pa je očitno vnel srce, pa je tudi tranzistor dal, da ga je poslušala. Ampak je ta pot hitro pustil in sem jaz prišel, nekaj sem se pripeljal, sem šel v gostilno pivo piti, pa je bila tam malo fajkna, pa je njega že, pa ne idi stran, pa zakaj bo šel k njej, pa ostani pri meni,
on je prej stanoval v baraki, pa mu je pasalo, da je pri njej zastojn stanoval, pa da mu je kuhala, ampak je očitno rekla, jaz sem videl, jaz se prosim, ostane, pa rekel, idi puzla, pa je šel ven, sedel na moped, pa se spomnite prizora, ona je tekla za njim, prijela za moped, pa jo je vleklo, ne. Pa ko bi rekel, se mi je nekako zasmilila. No, jaz sem letel po zdravnika, sem bil zraven, ko smo zdržimce spravili v Maribor, pa sem se... In je pol je umrla, ampak umrla je poleti, sem te rekel, da si bilo 8 na pogrebu. Sem bil seveda tudi edini odločitelj, kar je nebistveno, drugi so bili na dopustih. Spomnim pa se dobro, nisem zadnjič rekel, je šel zraven mene gostilničar Sladkega vrha. Pa ko sva šla, dva tako skup, mi je rekel, pardiš, vi ste prišli sem zato na pogreb, da bi lahko kaj napisali. Pa se mi je, malo me je prizadelo, ne, da si misli, da jaz, ko je narkovinar, ne, pa sem rekel, pa dajte balomet, jaz sem jo poznal, pa sem pač zdaj tu na Sladkem vrhu, vedno pogreb. Ne, kasneje sem pa res napisal, če kako gledate. In bolj tista dva punca je hodila v 5., 6. razred, ampak je že padla v mest. In je Bendi, sem zadnjič prvikrat povedal na glas, ker je vse že tako daleč, pa učilnice in tudi ni več. Pride njena razredničarka, sem bil sam v zbornici, pa reče, Bendi, ta Mara je bilo ime, bo pa glih taka kurva, ko mati. Jaz mislil, da sem narobe čul, vse je tu učiteljica, si lahko predstavlja. Jaz si mislim, da noben učitelj ne more kaj takega reči. Pa sem rekel, kaj si rekla? Kaj si rekla? In bi rekel, se mi je zato zasadila v srce in sem potem napisal, kar sem napisal. Še zdaj se pa malo, ne bom rekel mulim, ampak težko pozabim, ko sem napisal, pa je Viva Viln takoj sprejela scenarij, še ko so me poklicali, povabili. Je bil Bojan Štih direktor, pa sem se pelal v Ljubljano, pa sem tako pred Štihom, bravo, gospod Štih, tovariš Štih, snemajte v Slovenskih goricah. Pa rekel, ne, imamo že tu v Vevčah je papirnica, v Horjulu bomo snemali. Pa sem rekel, Donald, ta Gorenska je bila že ne vem kolikrat s temi keksi na filmu Primorska, je bila Štajerska, pa veste, kak bo lepo izgledalo, če te Štajerska snemali. In je na nek način Pesjan popustil. Je rekel, veste, koliko to stane? Hoteli, dnevnice, vse mogoče. In ko smo se vse zmenili, šli k direktorju tovarne, koliko bomo lahko v tovarni snemali, in Benti dobim neko pošto političnega aktiva kraja, pa jaz nisem bil noben disident, pa v nobenih sporih z nikomer, mogoče pač pisatelj, kaj napiše, kar komu ni prav drugače pa. No, ampak dobim neko vabilo, da želi politični aktiv kraja sestanek z vodstvom Viva filma, z avtorjem in tak dalje. To so bili vse moji znanci ali pa prijatelji. In se tam sedemo in ran je bil moj kolega, ne, on ni hotel priti, je bil predsednik SZDL, so drugi imeli, ki so rekli, mi to ne dovolimo snemati. Rekel, prvič, pardič blati spomin te ženske. Sem si mislil, jebo vam pas mater, kaj ste vi govorili? Pa vsi so pravili, da je kurva, jaz sem pa vedno rekel, pa tudi če ima za neke moške, veste, jih imeli upam, ko ste bile stare 20 let, da se niste samo enega sprovali. Tam pa se je poročila 17 leti s pijanim moškim in meni je bila tragična ta oseba, me je zanimala literarno, kako je, če v nekem obdobju, Aristotel piše, da je tragično, če si za nečim prizadevaš, pa ne moreš več dobiti, ali pa če si nekaj dobil, pa vidiš, da ni to nič vredno. Meni se je zdelo tragično, da pri teh letih bi rada ujela nekaj, kar je mimo, kar je za njo mimo. In sem zato ta film naredil. In me reče, vi ste žalili njen spomin. Sem že tizga imel dovolj, pa so pa rekli, vi tudi žalite Sladki vrh, prikazujete, kot da smo mi eni trotli, malo pa je res bilo, da se dosti dogaja v gostilni, se spomnite, kako vi delate, kot da smo eni pijanci, potem v Beogradu je bil ravno Črni val, ki je bil politično obsojen in so rekli, mi smo prepovedali snemanje na Sladkem vrhu. Novi žanr komedija Črnega vrha. Ja, sem mislil, bila bi veseli, da se bo tam snemalo. Vendar je direktor Kozbek rekel, pustimo to, jaz prevzamem odgovornost sam v imenu tovarne, pri nas v tovarni bodo snemali, nam je do tega, da se nekje vidi paloma ali pa kaj, ne.
in smo pol film posneli. Hočem, še se spomnim župnika, ker je tudi bolan tam, novi župnik je prišel, pa me v Mariboru, jaz sem že bil v Mariboru v službi takrat, me v Mariboru srečal, rekel, Parlič, vam čestitam, čujem, da bojo snemali en film, v katerem ste vi oblatili ta sladki zrok. Pa sem jaz rekel, pa zakaj mislite, da pisatelj piše za to? Tu je moja sodelavka iz banke, ki mi tam vse pomaga, sem to vesel, da je prišla, ne? Če bi jaz o tebi pisal, Mojca, jaz bi te vsekakor povzdigoval, ne bi pisal za to, da bi te... Ne, in sem rekel, pa zakaj mislite, odkot manj je rekel, on je bil seveda s tistimi partijskimi organizacijami stalno v sporu, pa res pa je tudi, kadar se je bil občinski praznik, je on zvonil cel dopoldan, da niso mogli govoriti, tako da je nekaj. Je rekel, vam čestitam, boste zajebali za vsaki vrh, sem kar gledal, kaj ljudje pričakujejo. In to bi rekel, se mi je malo tako bila ena od izkušenj, da ljudje nekaj težko prenesejo, če mislijo, da bojo videli svoje obraze. Kar pa zdaj vidim, včasih grejo gor kakšne ekskurzije, pa me pokličejo, da bi jim pokazal, kje smo kaj snemali, pa ko jim Sladkogorčani pripovedujejo zgodbo o Karolini Žaše, jo pripovedujejo iz filma. Razumete? Oni točno vejo, kaj je bilo v resnici in da je v filmu 50% resnice, drugo pa je pisateljeva fikcija. Ampak pripovedujejo to, kar so vsi v filmu videli. Kar mi šele zdaj, ko sem malo bolj star, pa čeprav mama je vedno rekla, bolj si star, bolj si nor, Toma, ne, ampak si sam mislim, da sem modrejši. Kar se mi zdi, da je vseeno nalaga pisateljeve moralne obveze. Zdaj še več komičnih zgodb okoli ločevanja fikcije pa realnosti. Seveda, svet je takšen. A tudi danes pri novih delih imaš občutek, da ljudje ne ločijo med realnosti in fikcijo? Ja, seveda, vse to je večno, vse. Ene so zažgali zaradi knjig, druge so dali v zapor, meni se nič takega ni še... Jaz sem bil nagrado, Prešernovo, se spomnite, pomeni, če bi jaz zdaj šimfal, da se mi je kaj hudega zgodilo, bi res bil eno tele, ker Slovenci smo tako radi, govorimo, kakve krivice so nam zagodile. Ni pa tako enostavno. Je odgovornost neka. Če gremo nazaj na komedijo, ne? Danes je gledal kdo, v mali dvorani v Narodnem domu so igrali, je gledal kdo? Ti si gledal? Izvoli. Jaz nisem gledal, sem pričal. Jaz sem. Ti sebe gledaš na selfiji. Kakšna je razlika? Danes bi to bil bolj stand-up. Ne, samo to mi ne reci. Samo to mi ne reci, da se ne skregava. Že za to komedijo mi je šlo po malem na živce, ko mi je moj prijatelj, ki ga tudi zelo spoštujem, Mitja Čander iz Hoč, sicer je toliko star, ko moja hči, pomeni, da je toliko mlajši, ampak je sva prijatelji z njim, mi je rekel Tona, ampak zdaj veš, na Velikem odru bomo igrali Jančarjev Severni sij, veliko predstavo, to bi naj gostovali, pa po raznih vogalih igrali, naredi eno malo predstavo z dvema osebama, z kostumi, ni dosti preoblačenja, pa sceno, da gre vse v en avto, pa lahko gremo. Je to prvo, kar me neizmerno ujezi. Revizor, za narodov blagor, pohvišanje, vse komedije potrebujejo vse, kar potrebuje normalna drama. Ni. Če meni reče, napiši za dve osebi, pa da bo šel vse en avto, te že vem, da bi radi samo služili. To bo vse avto. Da poceni grejo, pol uri postavijo. O stand-up komediji pa nočem absolutno niti nič slišati. Ne zato, da bi mene kaj motili in ne zato, da ne bi mislili, da morajo biti bistri, hitro reagirati. Čeprav, ko jih poslušam, vsi govorijo o seksu pa o politiki, pa se publika smeje, pa misli, da je to komedija. Drugič, komedija in dramatika sloni na dialogu. Kako ne dam jaz prerez družbe, če se gori za ena baba lezbična pači? Razumeš, to naj dela v svojih nastopih. Za komedijo bi, kakor imamo slovensko narodno, drama Slovensko narodno gledališče Maribor, kakor imamo drama Slovensko narodno gledališče Ljubljana, bi Slovenci potrebovali komedija Slovensko narodno gledališče. Mi potrebujemo pravo komedijo, ki bo gojila komedijo, igrala velike tekste, se je nemogoče, da bojo minili dve šolski generaciji, od osnovne šole do konca gimnazije, pa ne bodo videli Matička.
pa ne bodo videli Za narodov blagor, pa ne bodo videli Moliera, pa ne bodo videli Shakespearove komedije. Komedija je enak, še nekaterim se zdi, da jo je težje napisati, ker pa če se nihče ne smeji, to že veže, da ni komedija za to, kar zdaj je prišlo, hvala Bogu, do neke demokratizacije teh skupin, ki niso nevladne organizacije, igrajo, tudi moja hči igra kdaj monokomedijo, ki pa jo navadno napišem jaz, pa kdo drug, ni da bi si sproti izmišljevala. To je preresna zadeva, da bi sploh dovolil, da ti stand-up blizu mene omenjaš. Pa bom poskusil še enkrat. Če greva skozi izredno prisrčno, ko sem rekel, življenje pisal objavljen v tej knjigi, ja. In pridemo do naslednje stopnje, 90-ih si bil v parlamentu, ja. In kaj je bila politika v tvojem času, bolj stand-up ali komedija ali kaj tretjega, in kaj je danes v tvojem mnenju? Ja, prvič. Ne vem, zakaj bi v komediji omenjali politiko. To so dve popolnoma različni stvari, ki je lahko komedija slika politično situacijo v kakšni deželi. Cankar je napisal Za narodov blagor, kjer prikaže dve slovenski stranki, liberalno pa ljudsko, kako sta obe dve moralno ponoglavi. Ampak kljub temu ti si moraš na koncu zapomniti ime in priimek, vse mora biti nekaj drugega. Najbolj sem bil užaljen stari v parlamentu, smo cel dan, da ne bom rekel, kaj recimo, jaz sem bil znan potem, da sem v parlamentu zaspal, ampak sem zaspal samo po kosilu za pol ure, ker sem pač tudi v gledališču šel zjutraj v službo, potem sem letel domov spat, pa sem po noči moral bedeti do eni. In moram reči, ko sem se v tistem parlamentu najedel, veš, kako glava, me škodiš dregal, te snemajo, pa sem klint, pa ne snemajo. Sem prišel k mami v pesnico, ki je imela 80 let, je rekla, zastonja, niti v trgovino, ne upam spet, ki je No, ampak jaz sem vseeno službo imel kot vse druge službe za res. In najbolj sem bil jezen, če smo cel dan, oprostite izrazu, drkali recimo obrambo proti toči, pa so eni dokazovali, da je to larifari, ni nobenega rezultata, drugi so pravili, da Avstrijci sem streljajo. In recimo cel dan se prepirali, na koncu smo pa sprejeli sklep recimo z 54 za, pa 2 proti. Pa sem zdaj videl, kaj smo mi tu cel dan delali. Vi me ne boste verjeli, jaz vam vem, če je tu kak poslanec. Jaz nisem nikoli toliko delal, kot sem bil v parlamentu. V 8 zjutraj smo imeli prve priprave in pol do 10 zvečer. Samo ko sem zvečer prišel v svojo sobo, tam v Ljubljani, sem se vprašal, kaj sem pa danes naredil. Ko je Ata doma njivo pokosil, pa je zvečer rekel, glejte, Bendi, je v plastih trava. Jaz knjigo napišem, imam tisti 100 strani, pa mi malo špeh raste, glej, kaj sem naredil. No, tam tega ni. Da bi lahko govoril, kaj sem pa danes naredil, in se mi je to zdelo na nek način najhuje. In recimo po takem govoru, recimo o obrambi proti toči, pridejo eni trije k meni, pa me tako potrplajo. Tona, zdaj pa ti ni treba nič spremeniti, samo to prepiši, pa bo najboljša komedija. Če ti butli mislijo, če bi jaz pisal, kar se v parlamentu govori, pa igral na oder, po 10 minutah bi me gnali iz dvorane. To sta dva svetova. Jaz sem angažiran, ko bo šah tej moji komediji, bom povedal, kaj je v njej. Meni se zdi, da poskušam biti družbeno angažiran, odslikavati, v kakem času sem živel, drugače pa jaz sem zdaj, je že 10 let, več, 14 let, odkar nisem v parlamentu in več čas pišem eno komedijo, bi rad napisal še Rečeva, da je... Do 31. decembra imaš čas. Ja, pa tebi pa ne znam, bi rad napisal, bom kar povedal, čeprav ga je ni dobro opraviti. Bi rad napisal, da tako ena postane ministrica nenadoma, ima 2 otroka že prej, ima z njimi težave, na maturi pada, druga hoče študirati, ker nima smisla, pa ne vem kaj. Ampak zdaj gre ona v Ljubljano, pa kako bomo že vedno, pa reče, moramo vzeti eno hiši, pomočnico. In potem se prijavi ena,
ki pa tega, ti otroci sprašujejo, da ima seminarsko, pa da čakajte, in da vse zna pa hiši. Tisti fan pol ga inštruira, naredi maturo, pol je ona reče, kaj vi mislite o tem mojem govoru, grem jutri v Prekmurje, pa je ona reče, imate nekaj prekmurskih besed, pa pol vidijo, je Benti, ta mala zna več kot mi, pol pa nek šofer razkrije, da je to diplomirala na primerjalni književnosti, pa da ni imela nekjer službe, pa je pač rekla, da ima samo 4 razrede osnovne šole, ne. In potem jo takoj naženejo, kdo jo je poslal, da jo prevaral in jo ostane brez službe, oni pa dajo nov glas, da eno, ki je hodila v posebno šolo, potrebujejo. Čimer hočem reči, da za pametne ljudi pač v Sloveniji nekaj to pišem, pa tudi ne, da bi se na koga spravil več to situacijo, da te otroke preganjamo, mi toliko stari, jaz in vnukinji in ščerki, obe sta tudi to naredile, pa diplomirali že, pa da ne boš vlekla, ne, pa so diplomirale v rogo, pot pa je enako na trgu, kot vsi drugi in nima za to nobene nagrade. To mi gre po glavi. Drugače pa ne, to gledam enkrat na dan, navadno ne gledam Odmevo, ne, ker si mislim, ko rečejo, tam je vedno manj otrok, ne, mislim pa je Benti, hvala Bogu, ne, če tisti par, ki gre po Odmevi delati otroke, kaki te bojo ti otroci? Imam pa ženo, ki je ime Ljudmila, ne, ona pa skače na kavči, pa jaz ga bom ubila, ona je pa tako angažirana, jo komaj umirim, ne se ne razbori. Meni se, poglejte, to situacijo danes bodo dokončno, če bojo sprejeli vlado, ne. To bi bilo za napisati. Pol Slovencev, ki bi lahko volili, ne gre voliti. Pol jih ne gre voliti. Cele počitnice, vse je bil sončni udar, vročinski val me ne moti, ne. Tudi za politiki so pa več čas sestavljali vlado, pa v času vročinskega vala, ne. Cela Slovenija je pa sestavljala to vlado. Sem šel Mojca na banko, pa so prihajale ženske z bolnice, ki nam znam, joj, kaj te bo to dišarec, safrdamani butl, kaj te oneki z rukzakom leta. Cela Slovenija je spremljala in postavljala to vlado in o vsakem vse ve. Mislim, hodi, če se volite, idite, ne, da niti jih nič ne vejo, da zdaj sem pred dnevi govoril ob 150-letnici slovenskega tabora, oprosti. Aha, a me boš gal? Bo, potem. Ne, prosim, ne bom pameten. Oprosti, stari. Sem govoril na neki obletnici slovenskega tabora v Žalcu, pa ko sem bral tam, veš, koliko so se tisti morali pripraviti za govore, so se pripravili, študirali, ne vem nazaj, kakvi so bili govori v času Demostenesa, koliko so vložili, danes pa se pa vidiš, imamo enega, ki je zdaj spet v Restu, upam, ki ti kandidira za predsednika države, ne, pomeni, da smo naredili eno, in me tako veseli, da mi ni treba več to. Dobro, če se vrnemo spet na izredno, jaz bom rekel izredno zanimivo, eno najzanimivejših tvojih knjig, objavljenih komedija. V njej je objavljena tudi obširna bibliografija. Namreč vsem se opravičujem, da knjige ne moremo danes prodajati, ker je nova zaradi zakona o knjigi s popustom, temveč po rednih cenah. Izredno obširna bibliografija, namreč dram si napisal 35, televizijske igre, filmskih scenarijev 11, radijskih iger 8 in prozaičnih del proze je 31. Kaj to pomeni, da koliko časa pravzaprav posvetiš potem vsak dan? Idi po noči tu mimo, pa boš vedno videl, da je do enih po noči ali pa do 2 pri meni luč. Ko se vse umiri, pač pišem, ne. No, to je bilo skozi vsa življenjska obdobja, tudi ko si bil direktor drame. Bom povedal, takrat, če se spomnite, sem napisal tisti moj ata socialistični Golak nastopa in Tinček, ne, ki od malega neke pesli, taki sem bil najbrž jaz. Mogoče imam kaj po mami, ki je sicer bila nezakonska hči dekle, kar se pozna tudi v tej komediji, v kateri morava potem reči besedo. Mama je tako veliko brala, znala dosti na pamet in tisti moj Tinček, jaz se spomnim,
se mi zdi, da niti v šolo nisem še hodil, pa danes je drugače vse, ampak mislim, da sem znal že napol čitati, ko sem lovil tiste črke. Šli smo pa 7 letom res v šolo in smo stanovali v Pesnici, tako spodaj v eni gravi, pri železnici je bila nemška familija Pilc, potem smo se pa preselili gor, so nam dali gor tako butano malo hišico s tako malimi okni, ampak vseeno nam ni trebalo spodaj z drugimi stanovati. In potem se je ata vrnil z vojske in smo mi tam gori zelo skromno živeli, pa zelo srečni. Zelo srečni. Moja starša, sem že rekel, bila oba brez staršev in sta rekla, samo da imam družino. Vse je bilo narejeno, da bi bila ta familija srečna. Oče se je ves čas bunil čez politiko, čez komuniste, čez zadruge, ampak samo doma v kuhni. Nikamor drugam ni šel, da bi kje kaj rekel, mama ga je pa mirila. In spodaj pa so se naselili poljedelski delavci, ker je bilo prazno, je Nemec odšel in je bilo notri močenih 15 družin, ker je bila vila. Prvo, kaj so naredili, so vsi posekali ven parket, ko je bila zima, da je trebalo kuriti. Ker bom ta kurčevi, se ne morem niti v šuhah hoditi, potem vsi so parket skurili. Potem se spomnim, so bili lustri nemški, pa Nemec imel take gospodske lustre, to se mi je tako fajn zdelo za razdret. Teda sem z bratom imela polne žepe tistih brušenega stekla, pa gledala razne barve skozi. In ko so dobili prvega plača, so se vsi nažrli, tepli med seboj, pa mogoče tudi res kdo na kako nepravo žensko skočil. In si tako 3 dni okoli plače si skozi spodaj čul, prokleta pizda, kurva, se mi ti vkrav ovo, sem dal na govor, sem bujal, viš kao kurvo imaš za ženo. In naša dva sta šla na rob, gor na bregu poslušati, pa smo se prtliči počutili, ne, tega pa pri nas ni, mi smo skoraj ena mala gospoda, ne, neke knjige imamo doma, pa gled to te reveže, pa polje ata stal zunaj, pa je rekel, Micka pridi, spet Čeh, pa Korošec si pizde talata, ker sta se tako. Potem sem pa jaz napisal eno pesmico, star 6 let, pa kaj te vem, kako sem bil tako tele, sem napisal eno pesmico, na svetu je ena graba, še zdaj vem svoj prvi, na svetu je ena graba, si ji reče Pilčeva graba, ko pride mrak, tam vsak si kurbe in pa pizde tala in sem to Atejo prebral, da mi je dal focen, vrglo, proklediš mrkavec, take besede. Ja, pa sem rekel, če sem čul, pa ti mami praviš, da si spet pizde talajo. Ti bom dal govoriti to, kaj je res, pisati, kaj res, bom da celo življenje narezal. To se spomnim od malega. Kar pomeni, da sem nekaj tega, zato sem to v Tinčku napisal, imel v sebi, da bi neke besede obračal, drugi imajo kaj bolj pametnega. Tako da sem to nekako od malega čutil. Bil sem pa star 27 let, ko mi je šla prva knjiga in malo manj, ko so mi igrali prvo dramo v Ljubljani. In me potem, to mi je pač dalo neko spodbudo. Ja, vseeno si najbolj srečen, zdaj ti rečem, za praznim papirjem, pa na levi strani napišeš Malek, Micika, pol pa te osebe začneš jim življenje dajati. Takrat sem Bog Bogova. Takrat sem Bog Bogova. To je edino, v življenju se veliko prilagajam, velikokrat sem bil tiho, ko ne bi smel biti tiho, velikokrat sem se motil, velikokrat sem se našel, da sem bil hinavec, pa nisem en teden spal. Tam pa je moj svet in tam lahko Partljič Tona pokaže to, kaj je, svojo dušo. Tam pa ne delam kompromisov, nobenih. Kaj napišem, pa žena pogleda, pa pravi, pa kaj, jo je poljubljal po plavih laseh. Kakšne lase imam jaz? Kjera je bila to? Pa si rečem, da tu pa ni vstopa, ker niti sam ne vem, kaj je res, kaj ni res. Tisti, ki so si pizde talali, tisti so sedanja elita mogoče? Ne, so bili preprosti ljudje, ja. Ne me tako spraševati, da se ne vas kregala, Dušan. Se lahko, bo zanimivo. Moja izkušnja, se vam ne bom prikupil s tem. Se vam ne bom prikupil. Navadno mi kdo reče, ti je treba to govoriti. Moja izkušnja je naslednja. Ko sem rekel, da sem tiste tabore govoril, pa sem gledal zgodovino, sem videl, kako so spoštovali ljudi, ki so takrat, v glavnem so bili pisatelji, vodili Slovence.
ko so bili veseli, če je Blevajs prišel. Niso o njem tako govorili, ko mi zdaj. Moja izkušnja je dolga 14 let, sem bil v parlamentu, je naslednja. Takoj, ko sem bil izvoljen, sem postal svinja, ki se je prerinila k koritu. Marsikdo me v Mariboru srečal, pa rekel, gospod Parlič, smo tako imeli radi, ste tako fejs človek, kaj ste te zašli tja med one svinje, pa k koritu. Prvič jih kandidira nekaj čez 1000. Izvoljenih je 90, takoj vsi rečejo, to so največji butli, največje barabe, največje svinje. Pa je bil predtem častitljiv zdravnik, pa častitljiva učiteljica. Takrat je bila v redu, zdaj pa, ko je tam prasica, pa se vemo, da bo samo lagala, kradla in tako dalje. Pa recimo, da je nekaj na tem. Ampak mene, Dušan, v življenju zajebe tisti, ki mi proda stari avto. Reče, da ima 40 000 km, pol pa dan pregledati, pa vidijo, da ima 120 km. Pa ni politik. Pride eden domov, mi nekaj popravi, zaračuna 120 evrov, tisto pol ne dela. Ali pa brat mi reče, vse bi vas bilo treba predziti tam na Šubičevi v Ljubljani, porka Madonna, eden vkradel milijone, pa se mu nič ne zgodi, če bi pa jaz 2 kuri vkradel, pa mu jaz rečem, Franci, pa se ne smeš vkrasti 2 kuri. Kak izgovor? Zdaj gledamo, koliko je mrtvih, vsak večer na Bližnjem vzhodu pomeni, če bi jaz 2 bil klinc gledak. Kaj me zajebavate? Poglejte tja. Tako da mi smo vsi taki, ko smo, vedno nove izvolimo, njih pol gledamo, ti, ki pa kradejo po bankah, pa z firmami, pa skrbi za blok, pa potem tisti denar zapravi. Ni nujno, da so to samo politiki. Mi s tem prikrivamo dejansko stanje, ko kažemo samo na nekaj, ki jih nič ne zagovarjam, da se razumeva. Ampak vsi mi moramo doživeti nekaj, da ne bom rekel neko katarzo. Res imamo eno televizijo zdaj, ki je malo hujska, ampak poglej, kaj ljudje govorijo. On je pobit, ne izpustiti, tam kur. Mi vsi moramo neko stopnjo drugo doživeti. Folk, če tako rečem, ni nič boljši od onih, ki jih vodijo, zato mogoče tudi tako izberejo. In ko sem jaz bil prvo leto v parlamentu, je bilo 12 članov Društva slovenskih pisateljev. Zdaj ne boš enega našel, ki bi bil tako tele, da bi šel tja, da ga bojo takoj popluvali, ko se bo pokazal. Ne rečem, da ni nihče nič kriv, ne rečem tega. Pa tudi to ni res, veste, da nobeden ne sedi. Celo Bavčar zdaj sedi, pa Hilda sedi, pa oni, sej smo mu olajšali, onega z Primorske, pa in Šrot sedi. Tudi ni res, da za nobenim ne pride resnica. Bolj počasi pač, Kje bomo zdaj uvozili zopet Srbe, da nam bojo vladali? Ali Avstrijce, ali Italijane, če so vsi naši ljudje nekaj gnilega, ki jih sami izvolimo. Se ni noben nor, da bi se resno s tem ukvarjal. Jaz pa nič ne zagovarjam, da se razumemo. Sem rekel, da meni postane Cerar, predsednik vlade, čez 2 dni pravijo Cmerar. Me razumete? Nič tega Šarca, sicer sem mu 2-3 roke dal vse vika, na istih pogrebih sva govorila, ker je moj prijatelj umrl v Kamniku. Ampak pravijo komedijant, pa tisti Serpetinšek, kaj, se spomnite. Prvič vam rečem, prid na akademijo, ki jo je on končal, je zelo težko. On ima fakultetno izobrazbo, zakaj zdaj rečemo, ali pa komedijant. Jaz vam iz osebne izkušnje povem, da komediograf mora biti malo pameten. Mora biti, navadno so celo bistri ljudje, morajo biti, da lahko reagirajo. Če je Polde Bibič igral norca v Kralju Liro, nihče mu ne pravi norec, mu ni pravi norec. Temu pa zdaj vsi pravijo Serpetinšek. Zakaj diskvalificiramo, kome oni pesjan zadiha? Pa ne bom rekel, da sem zaljubljen njega ali kaj. Neko spoštovanje drug do drugega, kamor pridem, ste videli zdaj te pajace, ki so jih izvolili. Pa dobro, ne izvolijo druge, pa bojo tisti pajaci. Res pa je, da te čudi, da eni pa res kar strajajo. Eno ministrstvo za Sirije pa je že na drugem, ampak Bog pomagaj, ni to moja stvar. Ni drugod boljše. Ni drugod boljše. Ne bi rad našteval kakšne države. Jaz sem bil v neki, čisto slučajno ne bom pripovedoval, kako sem bil v neki evropski delegaciji.
ko so v parlamentu videli, da nismo imenovali delegacije, ti boš vedel, je bila ves European Union poleg NATO, je bila še ena varnostna evropska delegacija, Zahodna Evropska unija. In Slovenija je imela tam pridruženega člana, potem pa tako rekoč enakopravnega, pa so ga pozabili imenovati. In so zdaj, kaj že so moji prijatelji, Jelko, Peterle, Jakič, ti so se tako javili, ker so pač ko radi bi radi prišli nekam v Evropo, Weigl, pa je današnji rekel stop. Vi vsi imate taka, poglejmo, kdo ima najmanj v parlamentu. Pa so pa našli mene, ki sem bil ženska vprašanja, verska vprašanja, pa nacionalne skupnosti, ker sem želel čim manj. Ko smo mi glasovali za cerkvene praznike, Peterle iz ponedeljka je zahteval še Sveti petek, državni praznik. Jaz sem rekel, zakaj reči četrtek? Jaz sem za vse glasoval, da bi imel 4 dni, da bi lahko pisal. Me razumete? Ne? Sem tam neki ladovini bil. In potem je Danošek rekel, naj bo Partljič, ker ima najmanj. Ne? In sem bil, poslušaj, kolega, sem bil 2krat po 5 dni v Pentagonu. Ne boš verjel, pa v State Department, torej po celem svetu sem bil, ti, ki so člani NATO pa Evropske unije, jaz vam povem, več kot polovica držav je na slabšem. Je slaba to lažba, če ti rečem, idi na Hrvaško, če to boš videl, ali pa idi v Ukrajino, je grozno, me boš vžgal, ne? Ampak ni pri nas, naši rečejo, ta država je najslabša. Ni najslabša, boste videli, ko bo še slabša, da je lahko še slabše. Dajva še reči o komediji, ki je konkretno objavljena v tej knjigi, Aldo in Micika. Aldo in Micika, ne, socialna komedija je podnaslov. Ja. Kaj počneta Aldo in Micika? Dajva na kratko mogoče predstaviti. Ja. Že imena sem upal, da se vidi, da eno Micika, ki bo sigurno Štajerka, ne? Aldo pa je bolj, bi rekel, ime z Primorske, če tako rečemo, pa celo italijansko. Ne? In sem to nekako nosil v sebi, jaz ne vem, če nisem to napisal v 2 vikendih. Ne? Vse sem govoril na Mariji Snežni, pravo, da sem 25 let probal in roman napisati. Ne? Ampak to se mi zdi, sem napisal hitro in takoj me je režiser Vinko Medendorfer je delal, pa Čander, pa so me pohvalili in so rekli, vzamemo, bomo igrali. Ker sem nekako nosil v sebi, čeprav sem motiv svoje mame že večkrat opisal. Ne? Bila nezakonska čerka dekle koliko je ura? Še imate manj časa, pa potrpljenja. Bom povedal eno črtico, ki je malo bolj žalostna, vam bo pa tudi o meni veliko povedala, pa na nek način pol odgovora na to komedijo. Vse sem zamudil, ja, vse smo se zmenili. Jaz sem samo rekel, da bom v 5 šel pogledat, če boš ti tam, pa če boš Sveto. Ampak te vidim tu, pa predsednik je tu, mala alibi. Tetica, zdaj sem pa te prišla. Sem že večkrat to govoril, že veste, da ne bom. Deklica Micika, ki je živela z mamo pri velikem kmetu v majhni izbi, če bi lahko prostoro z ilovnatimi tlemi in okroglo lino na mesto okna, sploh rečemo izba, je živela tam z mamo, prostora je bilo za mizo pa stol in za eno posteljo. Zvečer, ko je šla, ko je mama vzela k sebi v posteljo, je mama večkrat stisnila k sebi in skoraj vsak večer rekla, Micika, zakaj smo pa ravno me 2 tak nesrečni? Micika ni razumela seveda, kaj hoče povedati mama, ampak malo je spoznala, da res nista čisto isto kot drugi ljudje. Če je Micika hotela vzeti jabolko, ki je ležalo v travi, je morala mama najprej vprašati kmeta. Videla pa je, da so vsi drugi pobirali jabolka, celo trgali so jih, so obmetavali z njimi, pa ni bilo nič narobe. Se je jedlo še z ene sklede, zadnji sta smeli iti k mizi in mama je vedno prva potegnila in sta šli v stran. Ko je bila še manjša, je mama jemala s seboj na polje, ampak ker mama ni smela narediti manj kot druge ženske, so ji cucl namakali v žganje, da je cel dan omotična spala in ni motila mame pri delu. Kasneje pa je ugotovila, kaj je narobe.
Ateja ni bilo. Drugi otroci so imeli ateje, ona pa ne. In je enkrat vprašala mamo, mama, kdo pa je moj ata? In za čudo se je mama tako jezila. Pa kaj me to sprašuješ? Pa nikoli več me ne vprašaj, nikoli ti ne bom v življenju povedala, kaj ti pade na pamet? Čeprav, ko sta bile enkrat šle sta peš, skoraj 2 uri do mesta Ptuj, kjer je bil Barbarin sejem, pa sta si ogledovali in ko sta se začele vračati domov po neki strmi ulici, se je mama naenkrat ustavila in je pokazala Miciki na moškega, ki je stal malo nižje pred neko izložbo. Pa rekla, Micika, glej, tisto tam je tvoja ata. Micika je hotela steči, mama je hitro zgrabila, rekla, ne smeš, nisva vprašali, naj tu stoj. Ampak potem je s tiste trgovine prišla, a se me sliši, gospa zadaj? Je prišla neka ženska z otrokom, so se prijeli za roke in šli. Micika je pogledala mamo, kaj zdaj to je, pa je videla, da je tečejo solze in res ni vprašala nikoli nič več. Ko je bilo dobrih 5 let, 6 let, je začela pasti kmetove krave. Najprej na Gmajni, potem pa kmet je imel tam pod Borlom svoje njive, na njivah, med njivami so bile zare in Micika je tam pasla krave, ker je bila trava lepa, so se v miru pasle. Micika pa je trgala rožice, si delala nek venček, si ga poskušala in sanjarila. Včasih je sanjarila, da je angel. Ko je bila prvikrat v cerkvi, je čula gospoda župnika, ki je rekel, da je nad nami raj, da so tam angeli, ki imajo vse, kar si poželijo. In je mislila, če imajo vse, pol imajo sigurno tudi ateje. In jaz bi ga tam našla in bi hodila po nebeški cesti. Včasih poleti, kadar pa je bilo zelo vroče in so pikali v obadi, pa so krave vseeno postale nervozne. In sta se začele bosti Šeka in Liška. Micika, v hlevu je bil velik, bič pa je bil prevelik, za njo je imela malo paličico, je tolkla po gobcu, pusti Šeka, pojdi stran, ampak je nenadoma počilo in je Šeka Liški odbila rok tam, ker se reče živi rok, ker se je pocedila kri po kravi. Ko je gnala domov, se je jokala od straha. Vsakikrat, ko je pa gnala krave z one vasi skozi to vas pod Borlom, je pri neki hiši prišla k plotu ena močna ženska, pa rekla, joj, taka mala deklinčika, pa že tak pridno pase, pa je se zelo lepo zdelo, da je tako pohvalila. Rekla, takega otrokaca bi pa tudi jaz rada imela. In tudi nocoj, ko je gnala domov, je tista gospa rekla, takega otrokaca bi pa tudi jaz rada imela, ampak Micika je molčala, cmihala in gnala domov. Doma so takoj videli, da Liški manjka rok, gospodar je nekaj malico pod hruško, je skočil po konci, sta peljala krave v hlev, je zaprl vrata, njej pa rekel, tu počakaj. In si je dal dolgo opravka s kravami. Najbolj ženske so prišle z rjuho, nekaj zavezali Liški glavo, on je naredil steljo, jih počisto. Potem pa, ko je vse opravil, je vzel bič in začel tepsti Miciko, kamorkoli je padlo, da boš vedela, kak je treba paziti na krave. Jo je tepo po golih nogicah, po obrazu. Micika se je zvila v klopčič in tulila. Je mislila, da bo umrla od sile. Ampak so se naenkrat odprla vrata, v hlev je stopila mama, se postavila pred njo, pa rekla, kaj otroka, mene dajte, se ni sama naredila. Kmet pa je vpil, jesti vama dajem, stanovanje vama dajem, vedve mi pa vračata tako. Pa se je mama malo prla, rekla, saj delava, ja, delata hudiča pa škodo. Ampak potem je mama dajala Miciki v izbi kisove obkladke, Micika je naredila, mama nič več ne boli. In sta šli spat, mama je vzdihnila tisti svoj, zakaj sva ravno medve tak nesrečen, je zaspala. Micika pa dolgo ni mogla zaspati, se je zdelo, da je bila prehudo kaznovana. Obenem pa si je mislila, imam pa mamo, ki se je upala, ki se je postavila za mene, ki mu je nekaj povedala. In potem je šlo tako naprej, v jeseni pa so enkrat spet krave pobegnile na koruzno njivo. Koruza je bila že velika, imela je storže in je trajalo dolgo časa, da jih je spravila z njive in cel vogal je bil polomljen in popasen, bo je zelo strah tudi, da bi kakšna krava požrla storž, ker je sosedom lani se tak storž kravi zataknil v sapnik, pa mrla. To se sicer ni zgodilo, ampak na njivi se je pa zelo poznalo. In ko za nalašč se je pripelo kmet
s konjem nekaj pogled in je videl, Micika je rekla, saj se mi jih pa niso ubogale, pa je ni nič odgovoril in se je odpeljal, ona je pa spet gnala v strahu domov, kaj bo. In spet je bila tam tista tetica, pa je rekla, joj, kak si pridna deklinčika, takega otroka bi pa tudi jaz rada imela. Ampak, ko je prignala domov, se je vse ponovilo. Kmet je rekel, tu počakaj, se je dal dolgo opravka s kravami, vzel bič in potem pretepil Miciko na vso silo. Ampak Micika zdaj ni jokala. Zvita v klopčič je čakala, kdaj bo prišla mama. Ampak mame ni bilo. Mama se vrnila zelo pozno, ko si je Micika že sama dala obkladke v izbi. Ampak ko je prišla mama, je rekla, pa kaj si spet naredila, prokleti čovek, obena bojo nagnali zaradi tebe. In je šla, mama legla in hitro zaspala in stokala v spanju. Micika je legla k njej, spustila edino oblekico sebe, poleg postelje, in je bila zelo nesrečna. Nikogar nimam, ne ate, ne, še mama je jezna na mene. Nikogar na svetu, ki bi me imel rad. In je čula, kako je ura bila polnoč. Pol pa se je spomnila na edini lepi stavek, ki ga je slišala ta dan. Takega otrokeca bi pa tudi jaz rada imela. Pa je vstala, poiskala tisto oblekico, si jo dala, tiho odprla vrata, so vseeno malo zaškripala, da je mama zasmrčala, ampak se ni zbudila, dolgo je tipala po temni prikleti pri kmetu, našla izhodna vrata, odprla zapah in stopila na prak. Kmetu pa spazi je pretekel k njej, mahal z jezikom, rekla, ti si tudi sam nocoj, ne? In se je spustila v dir sosednjo vas, ker si želijo točno takega otrokeca, ko je ona. Pa naj pride pravi pes, ki ne bo tak prijazen. Naj pride hudiča, rečem jezikom, smrt z belo koso. Moram priti ja, ker si želijo ravno takega otrokeca. In je čez 20 minut pretekla, preplezala plot, je bilo tam zaprto in udarila po vratih. Je čula notri neki šum, potem so se odprla vrata in na prak je stopila tista tetica, beli spalni srajci in svečo. Micika pa je rekla, tetica, jaz sem te zdaj prišla. Ja, ljubi otrok, kaj boš pa ti pri nas? Ja, se ste rekli, da bi radi imeli takega otrokeca, kot sem jaz. Ja, kaj? Rekla, glej, jaz imam tu notri svojega otrokeca, pa bi rad, da bi bil tak priden, kak ti, ne pa, da bi tebe vzeli. Pol je prišel moški, pa je rekel, ja, kaj? Zdaj ne morava postati nazaj. Jutri zjutraj jo bova pelala k njeni materi. Micika pa je kriknila, ne grem več nazaj, rajši takoj v Dravo. Ljubi otrok, da ne rečeš več kaj takega, to je največji greh. In je ostala pri njima. Najprej je pazila na tega otročička, ki je privekal na svet, potem je kmet kupil kravo, je pasla njegovo kravo, oziroma se niso bili kmetje, moški kupil kravo, pol je pazila na še enega otroka in je ostala pri njih do svojega 17. leta. Ko je bilo 17 let, je vedela, da se mora nekako samosvojiti in je slišala, da v Hočah na neki kmetiji iščejo svinjsko deklo, ampak se je tudi čulo, da če bo pa pridna, bo pa lahko glavna kuharca enkrat, da jim je umrla. In je šla v Hoče in so jo res sprejeli. Tam je spoznala manjšega moškega, ki je bil tudi brez staršev in je delal pri tem kmetu, sta se zaljubila in poročila. In njima smo se rodili brat, sestra in jaz. A veste, da komaj verjamem, da je bila ravno moja mama, tista mala Micika, ki se je ponudila pri tujih ljudeh z besedami, tetica, zdaj sem pa te prišla. In jaz zdaj v tej črtici pišem o tej Miciki, ko je stara, recimo 18 let, ni šla v Hoče, je pri onih, ve, da mora iti stran, kar je tudi bilo res, v resnici bolj kot, tudi ta zgodba je točna. Ampak in čas je mama prodajala luk za muretinške kmete. So prišle v Maribor, s takimi venci hodile pred vojno in ponujale ta luk in neki mali denar je ostal od tega. Mi je pripovedovala tudi. In seveda ni imela iti kam spat, če bi si od tistega nekaj par je njej pripadalo, ne bi pač imela nobenega denarja in je spala ob Dravi, celo ne pod mostom, ampak tam za sodnim stolpom, kjer so brvarji doma, pa so imeli neke drvarnice, pa se notri skrila, tam skrila luk čez noč in tam prespala, zjutraj pa spet šla prodajati.
In zdaj pa gre za drugo zgodbo, ki me tudi dosti muči, in se mi zdi, da Slovenci oziroma Mariborčani premalo vemo za to. Moče je tu kdo, ki je prebral moj roman, ta Sebastianin most, ko pišem o enem Primorcu, ki je prišel. In tako zdaj napišem, ko sem bral, prvi Primorci, ki so prišli do leta 1930, malo kdo ve, je stara Jugoslavija imela zakon, da tisti Slovenci, ki bodo pribežali izpod fašizma v kraljevino, da jim pripada služba. In so dobivali službe. Mi smo jih pa tu zelo rabili, ker so Nemci odšli, nismo imeli svojih poštarjev, Eisenbahnerjev, torej železničarjev. Marsikateri poklic so nam odlično pokrili. V gledališču je bilo recimo 23 igralcev, je bilo 15 Primorcev. Njim so tam tisti dom zažgali, se spomnite, pa so prišli v Maribor. Ta prva runda je bila dobro sprejeta, naši ljudje so jih gledali po strani, ker so pač naši težko živeli, pa niso dobili službe, oni so dobili, sem so pravili čiči, čeprav so bili z nabrežine, Trsta ali Devina, ker je bilo tudi nekaj čičev z Istre. Malo so pa šli tudi našim pubecom na živce, ker so pokavstali pol naših Mariborčank. Več so si upali, bili so lepše oblečeni, bili so zgovorni, vse naši bi tudi, ampak so sami sabo provali, pa pol niso upali reči, ko bili nemško pa krščansko vzgojeni. Ti pa so bili mediteranski frajerji. In so se tu, bi rekel, in jaz zdaj enega, no kasneje, pa imam doma, sem malo to zbiral, kasneje pa so bili že plakati po Mariboru v 30 letih. Oni so prihajali, kakor je bila kriza v Italiji, ali pa ko je bila vojna v Abisiniji, v Etiopiji, Mussolini, pa da ne bi šli vojsko, so pribežali sem. In tako pride, po mojem, en fant, kar sem si delno zmislil, videl pa sem plakate, so v knjigah ponatisnjeni, zbirajmo stare čevlje za Primorce, ki so prišli, zbirajmo hrano za Primorce v 30 letih, ko je bila kriza. No in jaz zdaj imam, da en taki frajer v lepi mornarski obleki vidi to ljukarco, pa nekaj žica, kak si pupa, pa se mi dopadeš, pa kaj je to ljuk, pa ona mu pa pravi, kar je naša mama doma neprestano tako za Zafrkancijo ponavljala, se je drla po ulici, kupite luka, dvakrat orati, trikrat kopati, dačo plačati, sem parpalati, se ne morem fal dati. Pa je on gledal, pa pravi, pa kaj je to mađarsko, pa kjer jezik ti govoriš, ona pa njega, pupa, pa tako pa pravi, ti mu dala pupa. In pol on reče, da je v tej uniformi, ker je bil mornar na eni mediteranski ladji, ona reče, da je hčerka bogatega kmeta, z Muretincev pa prodaja, ampak zvečer gre ona na skrivaj tja spat in je benti po noči nekdo tam rogovili z eno baterijo, pa išče, kje bi spal, pa je ta Primorc. Pa ona reče, pa če si tak bogat, pa reče, ne, to sem svojemu bratrancu v kravo obleko, pa prišel v Maribor. In ta dva potem na nek način ugotovita, da sta na istem. Da sta oba dva v socialnem smislu nič. In zdaj ne bom naprej pripovedal, da bi še kdo knjigo kupil, ali pa če bom še igrali še gledati. Zdaj, ko sta oba na nuli, pa nekako začenjata iskati svojo malo srečico na tem svetu. In jaz jih potem spremljam, on mora, ko Hitler pride, Hitler sicer ni rekel, je rekel gori v Gracu, nekim tem Gauleiterjem, naredite mi to deželo zopet nemško, tu pa je na balkonu rekel Čičen raus. Čičen je mislil vse Primorce, tudi on ni vedel, da to niso vse Čiči in je ta tudi tako izbežal, kakor tudi drugi Primorci iz Maribora. In ga ona 4 leta ne vidi. Ona potem v nemščini, se mi zdi, da je zelo dobri prizori, smešni, publika je spremljala, ona se nemško nauči, to govori 3krat orati, 2krat kopati, pa ponuja in nekako tudi vojno preživi. Poljo pa še vidimo 45. leta s Titovko na glavi, pa zvezo, pa že poje čebula, naša je svobodna in tako dalje, dela za neko zadrugo. In sredi tega, ko to dela, nekje čuje, da eden poje o sole mio, pa ima klobuk spredaj, pa gre gledati, pa je on. In on bolj dobi službo, kako so res mnogi dobili v gledališču, v operi, v zboru, njo vzamejo v gledališče za čistilko, pa reče, kje sem si, kdaj mi mislila, da bom hodila po gledališču, pol napreduje do rekviziterke. Pa okoli, veste, kdo sem jaz, Jaz sem Ponderkova Micika, delam v gledališču.
ko oni pojejo, da izpraznimo čaše, te bratci, vsaki kozarec jaz zglancam prej. Ne? In oba dva se ima zdi, da imata neko srečo. Nikoli več vojne, nič, pride leto 91, pa morata leteti v neki... In ko sta tako stara, v penziji, pride denacionalizacija, prej sta dobila državno stanovanje, v Gregorčičevi je nekdo dobil nazaj in jih seveda vrže ven in gre ta z neko socialno pomočjo v dom, tu, Danice Vogrinec, v moji glavi, seveda. In pol pa imam zadnji prizor, ko spet njej je ravno 90 let, občina, kot veste, delno pokrije tistim, ki imajo premalo. Ne? Jaz pa zdaj pišem, da ko je še manj denarja, da občina sporoči, da jim ne bo več pokrivala. In ne morata biti več v domu in gresta tja ležati, ker sta se spoznala. Vmes pa leta Kangler po mestu, ker je čudo, da ima ena 90 let od starih, pa bi ji rad čestitev, pa ekipe zadaj televizijske. Ne? Pol pa sprašuje, pa kje sta, pa se on oglasi, pravi, ni treba več, je že mrtva, ni treba priti se slika z njo. Ne. In se mi je zgodilo, sem šel, Mojca je igrala, me je tako presenetila, ko sem ji rekel, da to ima zvezo z njeno babico, ne. Da je to soda moje mame notri. Je potem, so na knjigi, lahko zadaj pogledate, so prizori iz predstave, je rekla, zdaj se mi je šele vse odprlo, njen partner je bil ta Renato Jenček, ki ga zdaj vidite spet v tej reki. Tisti, ki je zginil, pa no, Renato Jenček, in sem šel prvi, moj prijatelj, odličen. In seveda, ko se jaz važim, da sem eden najboljših komediografov, ko sem sam, moram reči, da takoj za mano je že, najbrž me je že prehitel, je Vinko Medendorfer, ki veliko komedije napiše, pa tudi režiser, pa je to režiral. In na neko generalko se navadno povabi, v gledališču smo povabili ljudi, jaz sem šel prvikrat gledati, tudi me je hčerka prosila, ne hodim, da pol težje igra. In sem bil neverjetno, on je naredil dobro predstavo, ampak ti zadnji del, ko pa prideta spet pod most, pa iskati, kje bodo spala, pa se je publika iz krohota, kot da bi prešaltal, se 15 minut začela jokati. Tako da sem sam, moram reči, da komedijo me je na nek način bavljenje z njo, pa tako nisem enak, ko sem bil pred njo. In po tej plati ti, evo, zdaj rečem hvala, da sem imel možnost kaj natisniti. Ker danes tako ne tiskajo več dram. Hvala Tonetu Pardiću za izredno izčrpno predstavitev knjige, pa še katere druge zraven. Daj vam mogoče pustiti še spoštovanim damam, gospodom, mogoče še kakšno vprašanje. Jezus Kristus, to so že moji glumci. Ne bom ga vprašal, jaz bom postavil vprašanje, odgovoril na njega. Jaz bom zelo vesel, da vsaj dokler jaz živim, Tone ne bo najboljši in najbolj cenjen, najbolj slaven pisatelj, komediograf. Ker slovenska resničnost je, da si najbolj slaven šele takrat, ko umreš. Tako da naj še dolgo živi in naj bo nekje talentiran in pod vrhom, nikoli pa najboljši. Že je s predsednikom Pekra zmenjen, da me nagačijo. Bom tam v Pekrah bolj nagačal. Hvala lepa za potrpljenje.